gospod Janez Černe, podžupan mestne občine Kranj, ki bo tematiko trajnostnih prenov in gradnje osvetlil z vidika lokalne skupnosti. Verjamem, da te, iz katere prihaja, ampak se bo to seveda tudi nanašalo morda na širše okolje. Ja, lep pozdrav še z moje strani, ker mi je pripadla čast, da sem zadnji govorec pred odmorom, pa ko boste razmišljali o kavi, bi vas prosil še za malo pozornosti do naših izzivov oziroma kako se občine spopadajo z temi izzivi. Mestna občina Kranj je trajnostno in zeleno zelo zavezana, tako skozi TUS, trajnostno urbano strategijo, kot tudi vse stvari, ki jih počnemo. V zadnjem letu smo dobili kar nekaj nagrad in priznanj strani Evropske komisije. Prva taka je bila, da smo bili sprejeti v misijo 100 ogljično nevtralnih in pametnih mest do leta 2035. Hkrati nam je pa Evropska komisija podelila nagrado Evropska destinacija odličnosti za leto 2023, ki pač poudarja predvsem trajnostne prakse v turizmu. Zelo smo napredni tudi v mobilnosti, zamenjali smo vse občinske vozila iz vozil z izgorevanjem, se pravi dizelskih in bencinskih vozil na električne, pa velik poudarek dajemo tudi na kratke verige s hrano v javnem sektorju. Zdaj, danes bom govoril predvsem o pač javnih stavbah v občinskem lastništvu, kaj to pomeni za občino. Predvsem naša osnovna želja je, ko se ukvarjamo s temi stavbami, je, da se izboljša kvaliteta bivanja občanov, predvsem pa, da uporabniki teh stavb imajo čim boljšo izkušnjo pri tem. Prej je nekdo omenil, da smo pregovorni Gorenjci, Šparovni, seveda je pri tem vidiku zelo pomembna tudi čim manjša poraba energije, s tem tudi nižja sredstva. Želimo si pa predvsem izrabo lokalnih virov, tako energentov, kjer mislimo predvsem na geotermalno energijo pa leseno biomaso kot material za gradnjo. Z lokalno izrabo virov pa omogočamo tudi čim več lokalnih delovnih mest. Ta usmeritev verjamemo, da bomo na ta način ohranjali tako naravo kot lepšali podobo naše občine. Zelo velike smo na tem področju že naredili, tukaj sta dva projekta, taka oba da sta z zeleno streho, na desni strani je novi center trajnostne mobilnosti, to je bil nov objekt, na levi strani pa osnovna šola Staneta Žagarja, ki je dobila zeleno streho, ki se uporablja tudi kot zunanjo učilnico. Mestna občina Kranj je že zelo zgodaj pristopila k raznim takim trajnostnim projektom. Prvi poskusi energetskega pogodbeništva so iz leta 2000, potem se je v letu 2017 izteklo to obdobje. Se pravi, nekako smo zavezani zaradi omenjenih sredstev k javno-zasebnim partnerstvom. Naj omenim, da smo doslej obnovili okrog 36 občinskih objektov, v tej prvi fazi 14, oziroma predlani smo zaključili obnovo 22 občinskih objektov, ravno ta teden pa podpisujemo pogodbo za drugo fazo energetskih sanacij, ki bo obsegala 8 javnih objektov. Hkrati pa že teče postopek, kjer pripravljamo dokumentacijo za tretjo fazo, tam nekje pa naj bi bilo vključenih 20 javnih objektov.
Na levi strani imate en vrtec, ki ga bomo morali prenoviti, na desni strani pa je občinska stavba, na katerih so nameščeni solarni paneli, s katerimi zagotavljamo čim nižjo porabo elektrike na mestni občini Kranj. Ovire, s katerimi se soočamo, tam smo jih že kar nekaj slišali, predvsem so težave v sredstvih, občina pač nima neomejene vreče denarja, s katerimi bi te stvari lahko plačali, predvsem pa, ko se lotevamo enega takega projekta, je treba vedeti, da upravičena sredstva so samo glede energetske sanacije, vsi ti objekti pa potrebujejo še marsikaj drugega pri projektu obnove. Trajnostna gradnja ni vedno najbolj ekonomična, zato so pač te subvencije skoraj nujnost. Po našem mnenju so žal jih je premalo ali pa so premajhne. Poleg finančnih težav pa se vedno soočamo tudi z zelo obsežno dokumentacijo od pridobivanja gradbenih dovoljenj kot tudi za same razpise. Hkrati pa je za spremljanje vseh teh učinkov zahtevano, da pač poročamo, torej je potrebno naše osebje na občini dodatno zaposliti. Pri tem osebju pa se seveda soočamo z problemom, da primanjkuje kadrov, ki bi bili usposobljeni na tem področju ali pa kompetentni na tako širokem področju, kot vse te prenove zahtevajo. Pri sami dokumentaciji je nujno omeniti tudi Kranj je eno od področij, ki je s kulturno-varstvenega področja zelo zaščiteno in imamo izziv z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Naj omenim, da tista zadnja faza, ki jo šele planiramo, so skoraj vsi objekti taki, ki potrebujejo kulturno-varstveno soglasje. Se pravi, je zelo velik izziv glede tega. Naša vizija, v preteklih letih smo v občini zelo veliko energetsko sanirali, zavedamo se, da je to le del trajnostne gradnje, želimo pa dati poudarek tudi drugim pomembnim vidikom trajnostne gradnje, se pravi tudi sami gradnji objektov iz trajnostnih in okolju prijaznih elementov. Pri prenovah si želimo tudi, da se objekti statično uredijo. Tukaj vidimo možnost večje uporabe objektov, naprimer, da se dvorane, šole uporabljajo tudi za kulturne prireditve občanov ali pa da bi se domovi krajevnih skupnosti, naprimer, bi postali centri medgeneracijskega druženja. Vse to pa lahko potem zmanjša potrebo po gradnji novih objektov, kar bi tudi razbremenilo okolje. Glede energetske oskrbe si želimo čim več občanov priključiti na daljinske sisteme ogrevanja, ki so bolj energetsko učinkoviti in ki bodo pač uporabljali obnovljive vire energije. V ta namen si želimo posodobiti obstoječi sistem daljinskega ogrevanja in zgraditi nov sistem daljinskega ogrevanja na severu Kranja, tam imate eno slikco, ki je potencialno območje novega daljinskega ogrevanja za javne stavbe. Seveda pa si želimo, da bi se na ta sistem priključilo čim več zasebnih objektov, sam projekt pa je še v fazi študij. Predstavil sem vam na kratko vidik javnega dela, javnega upravljanja z stavbami, zavedamo se pa, da je zelo velik izziv tudi na področju privatnih stavb, kjer je, verjamem, da še težje, ker je potrebno veliko več lastnikov, soglasij njihovih, pa tudi ta dovoljenja. Tako da jaz bi se na tej točki zahvalil, če je kakšno vprašanje, saj je tudi dobrodošlo, tako da hvala lepa. Hvala lepa.